Na začetku našega druženja vas vse lepo pozdravljam. Mislim, da delim mnenje vseh, da je lepo, ker smo se zbrali v tako velikem številu. Bravo! Posebej se zahvaljujem vsem prisotnim profesorjem, da se nas še vedno spominjate in radi prihajate med nas. Bravo! 45 let po maturi je dolgo obdobje. Malo smo se spremenili, dozoreli, emša ne moremo in tudi nočemo spremeniti in smo lahko srečni, da smo še vedno tu. Ostanejo nam spomini, ki so nezanesljivi in se nam hitro lahko izgubijo v pozabo. Verjetno se bomo vedno težje spominjali, kaj se nam je zgodilo včeraj in se bolj spominjali dogodkov iz naše mladosti. In če jih nočemo izgubiti, potem se moramo spominjati. Moramo izhraniti svojo dušo ali pamet, da se nam minule stvari ne bi izgubile v pozabo in da nam ne bi odtekle kako reka. V mislih se preselimo v šolsko leto 67-68, ko smo zapustili osnovnošolske klopi in trepetali pred rumeno stavbo. Čakali smo namreč na rezultate sprejemnih izpitov, ki smo jih morali upravljati vsi. Kaj, če ne bomo sprejeti? Kam potem? Gimnazija, dnevi mladosti, dnevi velikih pričakovanj, dnevi strahu pred profesorji, pred spraševanjem, ki ni bilo naprej dogovorjeno. Kajenje na WC-ju, gradnja ceste na Kozjak, dnevi preširnih misli, stiski rok zaljubljencev, načrti za prihodnost. Naša generacija se je spopadala z avtoritarno vzgojo in strogim šolskim režimom in s tem za mlade ljudi nerazumljivimi zahtevami. Obvezne halje na Zagrebo, kot je rekel gospod Bali Vlado, ali gumbe, copati, obvezno kratko pristriženi lasje pri fantih, plesi v mladinskem klubu in hora legalis ob 20. uri. Po zimi ob 20. Zdaj je šla zimski čas. Vsem tem zahtevam smo se poskušali upirati. Kdo pa je v tej bitki zmagal, je seveda znano. In tako iz razreda v razred, nekateri s popravnimi izpiti, drugi z ukori in seveda nekateri brez vseh teh priveskov, do 4. razreda. Kakršnikoli smo že bili, sta nas razrednika peljala na maturantski izlet po upravljeni maturi. In to kar za 14 dni, kar se sedaj ne dogaja več. Vse te pozitivne in negativne izkušnje in verjetno tudi trša vzgoja so pripomogle, da smo v življenju uspeli. V bistvu smo srečna generacija, ki ni poznala brezposelnosti in velikih pretresov v družbi. Lepo nam je bilo. Stavke in reforme nas niso obremenjevale. Svet je bil stabilen in željan sprejeti mlade moči. Pisatelj Pavlenko je zapisal: življenje to niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili. Ker smo prej ugotovili, da nismo imeli naprej dogovorjenega spraševanja, bojo semle prišli po 2 iz 4.A in to sta Vera Hrga, Cerkovnik in Boris Močilnik. Izbira razreda pa prosim Olgo Meh Jukič in Branko Hohnec. In to zato, da boste našim profesorjem, ne bo težka naloga, izročili skromna darila. A ste mislili, da bo še vprašali? Se nisi učil, ne? Prosim vse 4 profesore, če se lahko nam tule na odru pridružite. A ne? Če pa ne, pa lahko tudi tja podnese. Rezo pa nese tja.
To so profesori, ki so učili generacijo gimnazijcev 1971 in 4 leta nazaj. Zdaj pa sam prosim, če si lahko odvežete tele listke, ko imate pred sabo, nataknete očala, kdo ne vidi. In da za zaključek tega uvoda vsi skupaj pojemo prav danes. Imate zraven še slovenski prevodček, ko ni bolj vedo, kaj poje. Brez vaje. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post secundam juventutem, post molestam selectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat l'Academia, vivat professores, vivat l'Academia, vivat professores, vivat membrum quolibe, vivat membra quolibe, semper sit flore, semper sit flore. Bravo!